Gospodarska zbornica Slovenije je na dnevu inovativnosti 17. septembra 2013 že 11. leto zapored slavnostno podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno-raziskovalnih zavodih. Nagrajence je uvodoma pozdravil Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, ki je med drugim dejal: Danes je tukaj na Brdu lep dan, je dan, ki sme in more navdihovati vse, ki se ozirajo v boljšo prihodnost. Če bomo torej znali nekako združiti v prihodnje in tekmovalnost in solidarnost, se nam za to boljšo prihodnost ni bati. Mladi Niko Blak je s svojim nastopom pokazal, da so mladi danes iznajdljivi in lahko marsikaj dosežejo, če si tega želijo. Gospodarska zbornica Slovenije je najboljšim inovatorkam in inovatorjem podelila 11 zlatih, 20 srebrnih in 9 bronastih priznanj, 2 diplomi ter 3 posebna priznanja. Gospod minister, Slovenija nima očitno samo odličnih športnikov, ampak tudi inovatorje. Ste danes ponosni na slovenske inovatorje in inovatorke? Definitivno. To, kar sem danes videl, je dokaz več, zato ker itak čutim že več časa, odkar sem v politiki, in to je, da imamo v Sloveniji izjemno kreativne, izjemno sposobne ljudi na različnih področjih. Torej, gospodarstvo je tukaj ključno. Rabili bi pa več takih inovativnih ljudi, tudi ko gre za upravljanje države, za vladanje. Namreč tudi tukaj moramo stvari spremeniti in to ne samo z majhnimi popravki, ampak čisto na novo postaviti, in tukaj pride potem upoštev ravno ta energija, ki stoji za inovacijami v gospodarstvu. Tudi tu potrebujemo veliko kreativne energije, da se stvari spremenijo. Bosta znanje in inovativnost tisti dve poti, ki bosta pomembni za našo prihodnost? Ja, mislim, da sta ravno ta dva atributa sta ključna za to, da se razvijamo v deželo, v kateri bomo vsi živeli srečno in udobno, in predvsem pa ključno za to, da se prebijemo iz te velike godlje, v kateri smo zdaj. Za vas vemo, da ste velik ljubitelj narave in že Leonardo da Vinci je rekel, da je narava pravzaprav najboljši inovator. Je treba iskati tukaj tudi to sožitje? Definitivno, kot sta dva ključna leitmotiva tega današnjega dogodka, narava in inovativnost. Torej, to je eno z drugim povezano, ne? In kot ste sami ugotovili, večina stvari je itak že v naravi sami in gre samo za to, da jih ljudje odkrijemo, ne? In to je naloga inovatorjev, izumiteljev, kalibra tudi Da Vinci, pa tudi manjših kalibrov. Hkrati pa je narava tudi nekaj, kar imamo v Sloveniji, kar je v Sloveniji naša komparativna prednost. Jaz sem prepričan, da bi morali na tem graditi našo gospodarsko vizijo in tudi siceršnjo vizijo države. Res sem vesel in ponosen, da sem danes prisostvoval temu dnevu inovativnosti, danes tukaj, in lahko rečem, da čestitam gospodarski zbornici za vso delo, ki ga opravlja, in na drugi strani seveda vsem našim inovatorjem, našim ljudem, ki na tem področju tako aktivno delajo in dajejo in vsem skupaj nam dajejo luč v prihodnost. Kajti mislim, da to luč danes potrebujemo in danes smo slišali, da jo tudi imamo. Ste danes ponosni na slovenske inovatorje in inovatorke? Vsekakor. Ta ponos mislim, da je več kot samo ponos. Mislim, da je to maksimum tistega, kar lahko postavimo na piedestal res najvišjih dosežkov, in dejansko moram priznati, da sem ponosna, da sem Slovenka in da sem lahko v družbi takih ljudi. Se vam zdijo inovacije in znanje še posebej tista pot, ki nas bo privedla ne samo iz krize, ampak tudi naprej? Definitivno. Druge poti jaz mislim, da ni. In dejansko tudi na Ministrstvu za gospodarstvo zelo močno podpiramo to zadevo, in sicer je to pravzaprav inovacija, raziskave in razvoj kot celota. So tista osnova, ki nam bodo pomagale, da bomo dvignili dejansko naše gospodarstvo iz te črne luknje, v katero tonemo, tudi zaradi tega, ker se je v preteklosti premalo postavljalo to razvoj in pa raziskave, seveda pa same inovacije, ki se uporabijo v gospodarstvu, premalo pozornosti in ponekod tudi zanemarili. Podeljeno je bilo tudi priznanje za inovacijo po izboru javnosti. Jaz sem zelo ponosna na naše inovatorje in se zahvaljujem vsem tistim, ki so glasovali za nas po Facebooku oziroma po spletni strani GZS. Kot je ob zaključku svečane podelitve priznanj poudaril predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, magister Samo Hribar Milič. Ampak, kaj ne da, na koncu bomo v Sloveniji
vendarle zmagali. Ne le v košarki, ne le v podjetjih, ki danes slavijo svoje vrhunske inovatorje. Zato, ker imamo za to številne pogoje, inovativno gospodarstvo, infrastrukturo, izobražene in usposobljene kadre, znanost, tradicijo in predanost delu. Imamo številne talente, ki potrebujejo le še nekaj več, pa ne le kisika, temveč povezanosti, predvsem zaupanja in podpore. Vidimo se znova prihodnje leto. V vsakem primeru. Ja, srčno upam. Ja, računamo na to. Definitivno upam. Obvezno. Ja, računamo na to. Zagotovo. Seveda. Ja, so že ideje v zraku.